Je pa tako, no, da sem z leti ugotovila, da nimam težav z samodisciplino. Res na takem dolgem potovanju in imaš vse poskrbljeno, imaš postojanke, imaš vodo, imaš vse in si lahko res cel dan sam s sabo, lahko si z drugimi, lahko si sam. Na začetku so me kar tako čudno gledali tam, ne, kaj zdaj ti greš po enem takem treningu, greš še teč. Pa so veral oziroma kol Galina in to in potem, ja, saj samo še en vzpon, jaz sem sam gledala, sem rekla, jaz točno vem, kaj me čaka, tako da, okej, veš, v redu. Marjan vedno reče, vprašaj me, zakaj tečem. Jaz rekla, zakaj tečeš, zato ker lahko. jaz hodim. Drage dame in gospodje, spoštovani in spoštovane, v novem podcastu za Gred za tek imam tokrat Pirančanko iz Lucije. Živjo, Sara Del Giusto. Čau. Si danes že tekla? Sem. Vedel sem, ker sem se imela za tale podcast za zjutraj, pa sem jaz predlagal zgodnejšo uro, pa si rekla, ne utegnem pred 10, pa sem pa tuhtal, kaj počneš in sem rekel, zdaj pa grem kar direkt. Tekla si? Tekla sem. Oziroma od 6 do 8 sem imela trening na CrossFitu in potem šla še opraviti svojo nalogo za ta podcast. Sem šla še teči. Čakaj, gremo po vrsti. Zdaj pa od 6 do 8 si trenirala CrossFit. Kaj? Vaje za močno, v glavnem funkcionalne vaje. Tako. 2 uri? Mislim, trener mi je danes dal malo daljši trening, tako da v bistvu je trening trajal malo manj kot 2 uri. Ja. Kolikokrat na teden počneš to? Bom rekla 3 do 4. Da sem impresioniran. Sicer to je nekako standard, je pa tudi 2-krat ali pa tudi 1-krat ali pa pač, če pride kakšen teden tudi ne grem. Sara, zdaj veš, da je popularna nova disciplina v športu. Hyrox. To me že 2 leti novačijo, me ne zanima. Oziroma, sva s mojim badijem Darkotom to sprovala, me ne zanima. Mislim, me ne zanima. Ok, očitno si material za to, če te ne bi vabili, ampak zakaj te ne zanima? Evo, tako. Zaradi tega, ker imam rada naravo in sem rada pač na odprtem, tako da to je moja prioriteta. Nisem, bom rekla, ne vem, instinktiven tekač, tako da nimam nekih treningov ali da mi kdo pač piše treninge. Rada počnem razne stvari in imam rada pač raznolikost. Ne pač, da bom delala ne vem, pač ker pri Hyroxu ali Hyroxu je v bistvu prav določena struktura. No? In v bistvu CrossFit, the box, v katerem hodim, že dobre 2 leti pač trenirajo za to in ne vem, jaz to, ne, ni to zame, no. Je preveč strukturirano. To si lepo povedala, pa vseeno, no, in sem impresioniran, da si tako, bom rekel, disciplinirana, dosledna, da res hodiš tja. To si počela že preden si tekla, ali to zdaj počneš, lepo sestavljaš eno z drugim? Tako, če lahko recimo povem nekako mojo tekaško kariero. Začela sem v osnovni šoli, predvsem zaradi skolioze, oziroma pač sem imela skrivljeno hrbtenico in nekako se je pač bilo priporočljivo nek šport ukvarjati in nekako je tek mene priklical. No, v glavnem sem potem to, bomo rekli, opustila, pač v najstniških letih, srednja šola, faks in vse. No, in nekje pač 2010 sem srečala svojo tekaško kolegico Jasmino Kozino, ker smo trenirali skupaj, ona sicer je tudi pač iz Belega križa, no sicer pa sva hodili na italijansko šolo, pa sva kot punci trenirali skupaj in me povabila na šolo teka. In jaz sej bom prišla in to, ne, in je rekla, ne, Sara, res probaj, pridi, boš videla. In takrat sem pač prišla na tečaj teka in v glavnem me je to nekako
prevzelo, no, že ponovno. Ampak prej je bilo bolj agonistično, tukaj pa je bilo za užitek, ne. Tako da počasi sem začela ponovno pač tekati, pa seveda, ker sem tekla, pač nisem imela nobene tehnike teka, sem imela poškodbe, levo, desno in vse, ampak nekako sem se začela pač, bomo rekli, relativno pravilno teči, no. No, potem je pa prišla nekako korona, oziroma še pred korono, no, sem nekako se spoznala te daljše razdalje, vse preko knjige, med katerimi je avtor tudi Žiga Gombač oziroma X, ne. In nekako sem sploh spoznala ta svet, ne, in med korono je bila ta nekako odlična, bomo rekla, časovnica, da sem pač ta volumen teka lahko povečala. In seveda s tem so prišle tudi poškodbe, ne. Tako da v bistvu sem takrat začela z temi funkcionalnimi vajami, torej bojene dobre 4 leta, 4-5 let nazaj. Tako da, evo, od takrat nekako delam ta dvojni trening, no, tako da, evo, pa pomaga, moram reči. Mislim, čist preprosto vprašanje sem dal, evo, pa sem dobil zelo kompleksen odgovor, ki mi je ponudil še 47 iztočnic, zato da te sprašujem naprej. Knjiga je najbrž Ultra Blues, Gombač, Rugel, Videmšek, ja? Tista, jo imam nekje tle v Ja, svoji kar je, knjigi. saj gledam od zadaj, tako. Nekje imam ta špeh, ja, imam nekje ta Ja, špeh. je ne vidim tako, ampak ja, Nekje je verjetno, sigurno, ali pa sigurno sem jo je, no. komu sem Ja, jo posodil, najbrž. Imam, evo ga, da ne boš rekla, da omenjene knjige nimam. Evo, evo, ja. to je to. To je ta ameriška avantura, ravno oni dan, no. Smo se tudi v tej knjigi pogovarjali z Jasmino, evo, pa s Samotom Ruglom, ki so avtor, tako da Ja, no, da lih tisto leto je še Jasmina izdala Bela dama, ne, tako da nekako so se te dve knjige potegovale za tekaško knjigo leta, ne. bravo. Dobro so bile. Mislim, tudi, evo, berete knjige, spoštovani, spoštovane, vem, da jih berete, pa boste zaradi tega potem mogoče začeli teči, ali pa postali boljši tekači, ali pa začeli funkcionalno vaditi, kar meni še vedno ne uspeva, kljub temu, da imamo cel kup težav, prej sva s Saro ugotavljala, ja, da pač mogoče pa trener pomaga, no, evo, to me je zdaj prišlo na misel, ne, jaz se spravljam k tem vajam, tako ali drugače, pa pol mal delam doma, pa delam, pa potem ne delam več, ne, ker nekako ni tele intrinsične notranje motivacije, ni prave neke discipline, ni, a je cilj oziroma recept za to, da si dosleden, da imaš neko drugo lokacijo, da imaš trenerja, človeka, ki te preganja in potem to počneš. Tako, jaz se že od zdavnaj sem ugotovila, da sem človek, ki more plačati in se odpeljati nekam, da pač nekaj naredi. Tako da je pa tako, no, da sem z leti ugotovila, da nimam težav z samodisciplino. Tako da najtežje je pri tem meni zjutraj se vstati iz posle pač in iti. Enkrat, ko vstaneš, to pač pomeni, da greš, ne, tako da jaz pač imam rada šport, jaz sem mišljenja, da je telo narejeno za gibanje, tako da in tudi počutje, no, jaz res nisem niti jutranji tip, ampak sem ugotovila, da meni ta vadba zjutraj res izredno paše in se mi dan začne drugače in super je, no, tako da tudi recimo ta studio oziroma telovadnica je imela tudi, bomo rekli, en cilj, da naredi en community, no, bomo rekli, da se člani nekako tudi tam dobro počutijo, pa družijo, pa mislim, ne da se ti neka sekta ali kaj takega, ampak pač, da privabijo ljudi in da v bistvu tam se dobro počutiš, no. Tako da, kar se mene tiče, mi je to uspelo in tako sem zelo zadovoljna, no, da pač sem odkrila tudi ta svet. Sicer sem od celega začetka rekla, da moj primarni šport je tek in da to je samo kot neko orodje, da sem bolj, bomo rekli, nestabilna, ampak
vzdržljiva, no, pri teku. Tako da to pač pripomore k moji tekaški, ne vem, ne bom rekla karieri, ker ni kariera, ampak mojemu teku, no, evo tako. Tole si bom poslušal večkrat, se pravi, očitno mi ne uide, mislim, res mi ne uide, ja, nekaj takega, se pravi, pa nimam problema s samo disciplino, no, včasih imam, včasih večinoma pa ne, ampak se pravi, ene stvari očitno moraš rutinizirati na ta način. Se pravi, ko sem govoril bom rekel, uveljavljenimi trenerji, ne bomo omenjih, ampak ko sem vzel, da imajo trenerji svoje trenerje za določene Mhm, vadbe, sem si mhm. rekel, očitno se jaz enkrat tudi ne bom mogel izogniti temu, če hočem pač kontinuiteto ohraniti brez kontinuitete, pa nič ni. Tudi tvoje kariere, ne bi bilo, če si, mislim, jaz bi temu mirno rekel karijera, Sara. Um, Ja, od tega ne živim, na žalost. Tako da. Lepo povedano. Ja, zato mi rekreativci, tekaškemu udejstvovanju težko rečemo kariera, ampak da rečemo v narekovajih, ali pa nekaj, kar počneš v prostem času, pa ti gre res dobro. Zato sem te povabil, in da sem se spoznala enih 5 let nazaj, ko smo na Bledu virtualno na pol organizirali razgledni trail, pa potem imeli tudi ogledne ture in tako naprej. Pa sem od takrat naprej bil malo bolj pozoren na te, no v tem času si naredila mnogo, bila si kar 4-krat na Lavaredu, kar Mhm. ne poznam nobenega še, da bi bil. Uh, Oziroma 5-krat. Enkrat sem, ja, prvo leto sem v bistvu pač, to je bilo, kaj je bilo, zdaj to 2022 se mi zdi, ja, no, v glavnem, par dni pred Lavaredom sva šle s prijateljicami na koncert od Rolling Stonesov v Milano. okay. In super, valjda je bilo to, mislim, moraš iti, ne? No, in v glavnem v petek zjutraj pač je bila moja pot za Lavaredo že zastavljena in jaz sem se slabo počutila. No, in pač so bila tukaj s partnerjem doma in jaz mu naredim, joj, nekaj se čudno počutim, ne, nekaj me grlo, ne vem, ali so to živci ali ne vem kaj, ne, in on naredi, ja, ne vem, naredi test, ne. In jaz naredim test in sem bila pozitivna. Jaz, Ojoj. ojoj, kaj pa zdaj, ne? Sem celo leto čakala na to tekmo, kaj zdaj? Sem rekla, ma briga me, jaz si dam 3 maske, grem gor, bom štartala zadnja in bom šla. In res sem se odpeljala gor, sem imela dvojno masko, grem dvigant štartno številko in pač res, mislim, prej sem pač kolegom, s katerimi smo bili v istem stanovanju, sem rekla, da pač sem zbolela za korono, ampak da se bom samo izolirala, da itak bom en dan tekla in bom se držala, če se strinjajo, in so se strinjali. No in nič, na kar sem jaz pač zvečer zakuhala in sem imela 40 vročine. Tako da v bistvu moj prvi Lavaredo je šel po gobe, no, tako. Drugače sem pa potem bila še 3-krat na 80-ki in letos pa sem bila na 120-ki, ja. Vse to hočem, a ne, moram ponotraniti. Se pravi, ja, 5-krat na Lavaredo. Kako, mislim, to moraš biti zdaj kar srečen, zdaj moraš biti Ja. izžreban pravzaprav, ne? Ja, res je. Tako da tudi letos, no, v bistvu s to pač s tekaškimi prijatelji, no, glede na to, da sem že toliko bila oziroma smo že toliko krat bili, letos pač smo rekli, da ne gremo oziroma meni je vseeno premamla ta najdaljša razdalja. In to mi je pač kolega Matevž iz Postojne me nekako zafrknil, ne, pa sem rekla, pa itak ne bom izžrebala, ne. In v glavnem, pa sem bila. In potem pač sem rekla, dobro, pa nič, pa grem. No, pa sem pač šla tudi letos. Letos sem pa šla sama. Naslednje leto greš spet v žreb. Ne. Ne, zakaj? Mislim, Ne, zato ker junija je pač dosti zanimivih tekem, pa in moja želja je, da bi pod Brdo naredila 100, no, tako, evo. legitimno, legitimno, mislim, zgleda to, da si bila najboljša Slovenka na 120, zelo v Lavaredu, a ne? Ja, dobro, ni jih bilo dosti, če smo prav iskreni. Teh 120 naredila po 14 urami, lej, ne gledamo nič, nobenemu Ja, po 24, podarjenemu za konju kakšno zobe, ampak minuto mi je ušlo, ja. ja, nisem noro, mislim, to so lepi dosežki, no in pa sem šel gledati, če malo tvoje statistiko, se pravi, odkar sem te prvič zasledil, zmaguješ na gorskih tekih, bila si lansko leto prva veteranka v pokalu gorskih tekov, kar je mislim, izjemen dosežek pri tej konkurenci, Hvala, kar je Soni.
mislim, si bila, ne, prva, si bila Ja, prva, bila sem tako, bila, ja. pa prej dvakrat druga, recimo, to so kar, mislim, zmage, tudi absolutne, kar nabiraš, potem stotke tudi, no, ne, bila si v Istri, na 110, zdaj si bila na 120 v Lavaredu, UTVV mu je pač moja prva stotka, no, tako da. UTV, zdaj pravi še, mislim, to so kar, mislim, impresivne razdalje, ki jih ne moreš narediti. Bom rekel kar tako, da se danes spomniš, pa čez 3 tedne greš, se pravi, moraš imeti to nekje v krvi ali kako, kje te je potegnilo. Recimo, prej si imela Jasmino, Jasmina Praprotnik, pač laufa maratone, je bolj cestna tekačica in tako Ja, naprej. izjemna je, res je izjemna in z Super leti je je, boljša. cilja bila je ravno, kar je praznovala okrog rojstni dan, izdala še enkrat, izdala knjigo, zdaj cilja na maraton po 3 urami, to sem vse izdal. A ne. Ampak hočem reči, ti si šla pa, bom Drugo, rekel, čim drugo. drugam, ja, drugam. In v te razdalje me zmeraj me zanimalo, no, kaj človeka potegne, ok, greš na 25, greš na 30, greš na 50, kar trpiš, greš na stotko. Ampak tu se še ne ustaviš. No. Kaj, mislim, ti imaš to v sebi že ves čas, to vzdržljivostno, avanturistično, v neko žilico. Ja, to sem pač že recimo v mlajših letih, no, ko smo nekako začeli, smo v bistvu, jaz sem že bila leta 87 v Italiji na pač tem tekmovanjih gorskega teka, takrat pač to sploh ni bilo neki znano ali kaj takega. Ampak jaz sem to že res malo pozabila, oziroma res nekako dala ne vem, nekam sem pospravila. No. In ne vem, jaz sem tudi biolog po izobrazbi, res imam rada naravo in imam rada, evo, jaz ko grem recimo na en tek, jaz si sklopim vse, ne gledam niti ure, nič, samo pač uživam, mislim, res v razgledih, v naravih, v naravi, v tem, da si res na takem dolgem potovanju in imaš vse poskrbljeno, imaš postojanke, imaš vodo, imaš vse in si lahko res cel dan sam s sabo, lahko si z drugimi, lahko si sam, mislim, ne vem, to je pač, meni je všeč to. Ampak na drugi strani pa kombiniraš, rekel, te ultra dolge razdalje s temi krajšimi gorskimi teki, ki pa so skozi v rdečih obratih in mislim, Ja, zelo stranske si, no, še to mi povej, ja. Ja, ja, rada počnem raznolike stvari, no, tako. Res, rada se res lotim vsega. Tako. Nisem za ekipne športe in nisem za športe z žogo, to ne. ok. Ampak in plavati mislim, ne znam pač uno, ampak vse ostalo pa res. Jaz imam rada šport, no, tako. Vse veste, kaški šport, ki ga počneš. Ampak kaj pa, ok, v cestnih tekih vem, da si se tudi preizkušala, a ne? Ja, sem Uh, šla, pač, mislim, nisem hitra tekačica, sploh se tudi tukaj ni, da, mislim, ne vem, ne dosegam nekih rezultatov, meni je res cilj speljati tekmo do kraja. In pač primerjam svoje dosežke z prejšnjimi svojimi dosežki, ne do drugi, da pač vidim, koliko sem se nekako, bomo rekli, izboljšala ali pa, ne vem, tudi koliko pač ti moji treningi oziroma to moje mučenje doprinese pač vsemu temu. Čemu zdaj pripisuješ svoj napredek v zadnjih letih? Temu, da si pač vzdržljivostna športnica že od malih nog, oziroma da imaš mal, bom rekel, talenta, to zadevno, ali to, da pač si začela, ne bom rekel, sorazmerno pozno, ampak da nimaš zdaj v nogah, bom rekel, že 20 let enih kilometrov vsega, ampak da jih imaš teh 5 let, 6 intenzivnih in da se tle odpira priložnost za napredek, ali zato, da si povečala, bom rekel, treninške napore, intenzivnost, razdalje in tako naprej. Ja, kot sem rekla prej, no, nimam nobenega, da bi mi sledil in vse. Sicer sem članica kluba Športnega društva Nanos pod Nanost, ki je zelo, pač ima zelo dobre tekače, pač ne hodim na njihove treninge, ker pač so v Vipavi, oziroma pač enkrat sem si rekla, da bom šla, ampak ne vem, bom rekla, da jaz sem začela počasi stopnjevati.
Mhm. Najprej z nekim volumnom teka, da sem pač navadila ponovno svoje telo na tek, no potem sem dodajala klance, potem sem dodala funkcionalno vadbo, in zdaj recimo, če mi uspe, grem recimo po pač treningu, telovadbi, grem na to še teč. Na začetku so me kar tako čudno gledali tam, ne, kaj zdaj ti greš po enem takem treningu, greš še teč. Ja, sem rekla, ker če so že noge zmučene, gremo jih še bolj zmučiti, da, ne. Tako, sem pa ugotovila tudi, da kar se klancev tiče in vse, da po 5 letih lahko rečem, da, evo, sem pač se malo zboljšala. Kam greš teč po funkcionalni, kam si že danes teč? To si šla nekam v Ne, klance, si ja, v pa ravnino? ne mešano, tukaj v Luciji ni, da imamo ful neke klance, pač sem šla tukaj mešano, ne vem, sem mogoče naredila enih 100-150 višincev, no, tako. Sem pa tudi izbrala teren, da pa sem čim prej doma, da se uredim malo, no, tako za intervju. Tako da, evo, tako je bilo bolj, bom rekla, da lahko odgovorim pozitivno na tvoje vprašanje. Mislim, vse ti je uspelo, očitno. Mislim, res, eh, to mi je zanimiv koncept. A ne, večkrat sem prebiral kakšne članke, ok, boh ne dej, ne vem, če reš najprej laufati, potem delaš vadbo za moč, si naredil največ si škode, ker Ja. katabolno, anabolni Ja. procesi se tepejo med sabo. Po drugi strani, če delaš pa, se pravi, vadbo za moč, pa reš potem teč, pa tudi ponavadi imaš pretežke noge, da naredijo kvalitetni trening, ampak ti si ultrašica, te očitno ta stvar pa še, se pravi, skombinirati boš, kad bi šla, ne vem, 30 km nekam v klance drgant ponedeljek zjutraj. Mislim, jaz bi šla, samo mislim, nimam časa, ne, ker potem moram iti tudi v službo. Mislim, Ja, no, ampak ti si ugotovila zdaj, a ne, da ta kombinacija treninga meni ustreza. ti ustreza, a ne? In, Mhm. mislim, in bi lahko bila tudi en del recepta, da na utrujene noge narediš še tekaški trening in s tem v bistvu si prihraniš kakšen kilometr, hkrati pa narediš isto kvaliteto v tem tednu, recimo. Ali pa Tako, kaj takega. tako, recimo. Ja, jaz sem gotovila, da to meni sede, no, in da nekako dobivam pozitivne, mislim, nekako se vidi, no, potem tudi na tekmah. Ok, zdaj tole 120, zdaj mi Ja. boš povedala, kako si trenirala, zdaj me res zanima. A ne? Zdaj, recimo, v enem treniškem tednu, ki si ga imela, ne vem, v maju ali pa v aprilu, maju, no, ko si imela najbrž več volumna in vsega, koliko kilometrov višincev, kako si se ti k temu pripravljala, čist brez plana, sigurno ni šlo. Mislim, jaz nekako imam, to je neka moja formula, da vzdržujem nek volumen teka skozi teden, oziroma da pač naredim vsaj 50 km, kar ni veliko, med vikendi pa pač kakšen daljši tek. Evo tako, da se odpeljem kam, recimo, ne vem, dolino Nanosa ali pa pač kam na Gorenjsko in potem tam naredim en tak pač malo daljši trening, bomo rekli tam 20 do 30 km do 2000 višincev. Evo, tako, zelo enostavno. Se pravi, več, hočeš reči, da več ne rabiš, kakšnih Ja, rabila bi ziher več, sem pa ugotovila, da recimo zdaj pač stotk nimam veliko, ne, jih imam samo pač 3 na aktivu in še vedno pač kar trpim. Bom rekla, da pa do 80 sem nekako uspela najti neko, ne vem, ugodje ali da pač lažje speljem te tekme, no. Tako da in moja želja je pa pač te daljše malo boljše obvladati. Se pravi, okay, 80 praviš, da ti ne predstavlja zalogaja ali pa da te ne prestraši s tem, kar si rekla, da odtreniraš. To so razdalje do 30 km, da pač delaš teh 50, 60, moče več kilometrov na teden, kar res ni veliko. Kdo bi rekel, da je to trening za pač, ne vem, 20, 30, ampak ti praviš, da s tem se do 80 da priti dokaj normalno. Naprej pa potem bi bilo pa morda treba še malo več. Ja, sicer tukaj potem so še te 3x, 4x te vaje pač za moč, potem Mhm. je še kolo vmes, Ah, sprehodi, tako. kolom, ja, no, so pa dodala še, mislim, da si skoraj triatlonka, no, okay, če bi Je namaraš plava plavati, teza, jaz tudi ne, ampak kaj pa to pomeni? babica. Kaj pomeni pa to kolo, praviš, da nimaš časa, kdaj se pa s kolesom pa voziš?
Ja, recimo kolo je zdaj idealno, je zdaj poleti, ker recimo je, ne vem, tukaj na obali je kar vroče, no, tako, čeprav jaz grem dosti krat tudi kakšnih 11, 12 teč v najhujši vročini, da pač navadim telo na to. Mislim, kolo je dobra alternativa, v takem vročem vremenu, no, tako. Imam grevla, nimam cestaka, tudi, ne vem, grem tam 30 do 70, 80 kilometrov, no, tako. To si jaz zdaj vse zapisujem, a ne. To si zapisujem, da se bom dal v žreb za Lavaredo enkrat in da bom tekel 80 s tvojim treningom. A ne? Ja, Ja. mislim, ampak zdaj skrbno odpira se nove in nove stvari, zdaj mi je že kar groza, kaj vse bom mogel počenjati. Vročina praviš, a Mhm. ti, mislim, kot ultraši nasploh, tisti, ki so ultraši, vajeni ste marsikaj, tudi vročih, pa mrzlih, po vseh možnih vremen, kot takih, no, ki čudno gledajo, ko tečeš ob 12, so te že navajeni zdaj. Mislim, tle kar sosedi, kar me gledajo, no, kaj zdaj greš teč, kaj ni vroče. Uh, brez vode grem, ne, tako da, ja. Mislim, ja, sej si predstavljam, da to pač, da nekako moraš natrenirati pač tega hudiča, sej na dirke. Kaj je bilo najhujši pogoji, ki si jih imela recimo na kakšnem tekmovanju? Ja, spomnila se bom ene, mislim, v Kranjski Gori, ki je kaj Juliana Alps, ne? Julian Alps, ja, 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 ja. Julian Alps. Kaj je bilo to leta? Tudi 2022 ali Je 2023? bilo, Ja, je bilo. evo, pa smo bili, sicer sem šla na razdaljo, koliko je bilo, 60. In je bilo grozovito, grozno je bilo, res smo šli z 30 stopinj, tle na obali je bilo 30 stopinj, smo prišli gor na sneg praktično in je celo noč deževalo, una proga je bila grozna, mislim, res, evo, tisto so bili najhujši pogoji. Blato je bilo do kolen, jaz sem uspela celo en posnetek zbrskati in, no, recimo, sej, jaz sem šla čez time limit, ne time limitom, čez, preden so A, tekmo preden je bilo razveljavili. zaprto, ja, preden Tako, so zaprli ali gor. Ja. 10 minut pač prej sem šla čez in ne vem, jaz sem si želela, da, da ne bi šla čez, ampak dobro, bom rekla, za enkrat sem izpeljala vse tekme do konca, no, tako da, evo, ni še Mislim, DNF-ja. kakšna ultrašica pa si brez DNF-ja. Ja, Hecam no, te. sej, veš, Ampak pravijo to ultraši, je del igre, ne? ja, dokler enkrat pač ne odstopiš, pol ne veš, zakaj to počneš, ampak Dajmo, pustimo tvojo statistiko neomadeževano, zaenkrat. V Italiji veliko nastopaš, se videl, Ja. ja, si prisotna, zaradi tega, ker ti je pač to domač teren, ker so tam lepše dirke, ker je marsikaj za videti. Mislim, lepše. Jaz moram reči, da so da slovenske tekme zelo na visokem nivoju, tako da tukaj ne bi rekla, da so tam lepše. Mhm. No, mi je bilo zanimivo, enkrat sem pa, mislim, med prvimi teki, mislim, ne prvimi, no, pač v Furlaniji, kaj je bilo ta Mavnik trail, sem v bistvu srečala Žana Žepiča. In pač sem ga kar nagovorila, pač mladi dečko, mislim, zelo fajn tekač in vse. In sem ga vprašala, kako to, da si prišel na en tak tek? Je rekel, hej, super je, pač konkurenca je kar malo drugačna, ne? Pa se kar tako malo bolj raznoliko, no? Tako da v bistvu tudi zaradi tega grem. Tako da, predvsem, da vidiš nove kraje, evo, tako. Se mi zdi, da marsikateri Slovenec se zdaj pogleduje na to čez Ja, zahodno mejo. ja, res je, res je, res je. Tako da letos sem kar srečala, recimo ta Mavnik trail je pobraten z enim drugim tekom, ki se kliče tek Medveda, no, Trail del Orso. No in letos je bilo kar, bila Lucija Krkoč tam, pa mislim, kar dosti slovenskih tekačev. Pa Simona Strnada dosti krat srečam na teh tekih. Tako da, ja, vedno več Slovencev pride. Tako da sem. Tako tudi kolegi Italijani, no, vedno rečejo, pa dej kaj povej, pa povabi koga. Tako da pač, Prvič, Italijani so odlični tekači, ja, res. konkurenca pravi zmer dobra, radi imajo pač še več, kdo bi rekel, včasih, no, kje slišim na kakšni dirki
zakaj je mogel priti pa ta tujc, pa je pobral kakšno nagrado, recimo, ki je v Sloveniji še manjšem teku. Se mi zdi, da mogoče v Italiji niso, ali so pač, če pride Slovenec, pa recimo vse premaga, da so veseli, da je prišel, da imajo motivacijo, da ga naslednjič premagajo, ali kako. In meni se tudi zdi tako, no? Tako da res so, mislim, bom rekla, da mene vedno, mislim, jaz nisem med temi, ki zmaguje in ne vem kaj, no, me vedno dobro sprejmejo, no, in tako tudi, recimo, sem bila že večkrat na teh tekih, pa pač spoznaš tekače, nove ljudi, mislim, tako so zelo gostoljubni, pa res sami rečejo, naj še komu rečem, no, da naj pride. Zdaj sem naredila malo reklame, evo, sigurno bo Ja. kakšen ultraš je tja prišel, že vedno več zgodb iz Italije poslušam, pa trailov je tam, ne vem, no, kot da se mi zdi, da vsak teden slišim za enega novega, pa mi ni jasno. Oni imajo res bogato zgodovino. No? Tako, recimo, jaz se spomnim svetovno prvenstvo v gorskem teku, to govorim že v drugem tisočletju, je bilo v Bressanone, Brixen, ne vem, in je tukaj pri nas, no se ni še, mislim, vsaj jaz nisem slišala no, o tem. Gorski tek je bil, ampak to so bili, ja, to so bili pač. Je bila reprezentanca, vse ostalo, pa nekaj gorskih tekov tudi, ampak da bi to bilo za množico ali pa za karkoli več, ali pa bi se o tem kdo pogovarjal malo širše, pa res ne. No, zdaj, kakšna je razlika? Vsi pravijo, no, spet se vračam k Lavaredu, ne, da je to Ja. najlepši, ne vem, trail v Evropi, v tem delu Evrope vsaj, no, kaj je tako posebenega v teh Dolomitih, da je bilo letos tam, ne vem, desetine Slovencev in da vsi hočejo iti, ja. Jaz mislim, da malo renome tudi. Mhm. Je pa res, proga je res čudovita. Res je čudovita proga. Greš res skozi nebesa in skozi peko. Vse. Da ti poznaš to že kot lasten žep, tole dirko. Letos, no, ko sem pač bila na to, ko sem pač prideš tam Paso Verao oziroma Kolgalina in to, in potem, ja, saj samo še eno spon, jaz sem sam gledala, sem rekla, jaz točno vem, kaj me čaka, tako da, ok, veš, v redu, potem bomo tiho. Tako da, boljše mogoče ne vedeti, iti enkrat, pa potem iti na kaj drugega. Tako, no, meni je res mučila, še ta, da zaključim krog. Evo, tako, zato ker 80-ka, zakaj sem jaz šla toliko krat na 80-ko? Zato, ker sem želela teči skozi Trečime. In 120-ka mi je bila prevelik zalogaj, 80-ka pa je pač vsako leto štarta, edina proga, ki vsako leto ima drugačen štart. In uno leto, za katero sem izvedla za pač Lavaredo, so šli skozi Trečime in potem 3 leta niso šli. Tako da sem jaz vztrajala, dokler nisem šla skozi Trečime. Evo, tako. To ti je račun. Zdaj pa mi je manjkal uni korak iz Cortine do Trečim, kako zgleda, pa sem rekla, evo, še to pa potem obrnemo list. Dokler tam ne izumijo kakšne 170-ke, pa No. jo na novo. Zdaj, s kakšno taktiko si šla na to, mislim, dirko? Sigurno si imela v glavi, ne, morda koliko časa boš rabila, kako se boš prehranjevala, s kakšnim tempom, kaj si vse predvidevala, no, tudi vreme in tako naprej. Vreme itak pač ni odvisno od nas, sem pa predvidevala, da bo malo bolj sveže. Letos je bilo na Lavaredu 31% odstopov na 120, največ do zdaj. In to je bilo pa na račun vročine. Tako da letos tudi po noči ni se shladilo, mislim, jaz sem tekla v kratkih rokavih, je Kljub bilo vsemu, da je to kar dosti visoka morska ja, višina. na 2400 greš, ne 2500, tako da je bilo so se obrestovali moji treningi v vročini, evo, tako bom rekla. Tako. Ponavadi sem tudi vedno tekla na tešče, Mhm. letos pa sem sem toliko jedla kot še nikoli. Jedla in pila, res na vsaki postojanki sem prav. Ne jem gelom, ne rada jem, nimam v življenju, ne vem, če sem gel cel pojedla, tako da imam rada to pravo hrano.
Tako In da ti je pomagalo, nisi imela nobenih želodčnih ne, nič, nič, težav. nič, krčev nisem imela, nič, edino levi nart pa gleženj mi je pač zatekel, nekje so se začele težave pri 30. kilometru, potem pa to odmisliš, pa greš naprej, ne. Željo sem imela pač, recimo sva se z Matevžem pogovarjala, moja želja je bila tam okoli 22 ur, ampak sem vesela, da sem zaključila, no, tako. Sem malo več časa porabila, ampak v redu. Boš 2 uri več, kot 20 ur premalo, pa si. Točno to, Ja, res zunaj. je, res Mislim, je. kako krize, no, mentalno, fizične, ne vem, izčrpanost, vendarle, a ne, 120 km pomeni, da v enem trenutku si na 40, pa ne smeš računati, da je še dvakrat toliko Jaz do ne konca. gledam tega, jaz res ure niti ne pogledam, resno to povem. Jaz grem iz postaje do postaje, evo tako. In razmišljaš do naslednje, pa Ja, 7 km in tako, zdaj gremo do tako, naslednje. Ni tako, važno, kje smo, kaj smo, gremo tako, naprej. Ne? tako. In tudi, Dokler, ja. recimo, ker sem progo poznala, recimo 3/4 proge sem poznala, sem provala ne razmišljati o progi, samo ne kaj me čaka, ampak iz postaje do postaje. Isto taktiko, recimo, si imela, ne vem, v Istri, takrat, ko si šla Ja, 110, ja, ja, ja. postaja do postaje. Ja, tako. In sem skušala odmisliti, ker Istro sem šla tudi, mislim, da 2x40, no in potem pač to 100, pa sem poznala od Grožnjana naprej, ki je ona grozna ravnica, potem izbuj in tisto sem samo provala odmisliti, evo, kaj me čaka. Samo iz postaje do postaje, nič drugega. Bravo. Kdaj pa, kdaj pa začneš razmišljati, ali pa zdaj mi bo pa uspelo, sam še 10. Takrat ne boš rekla, da na koncu, ko pa enkrat prideš v 3 mestne številke, vidiš, tam piše 100 ali pa piše še, ne vem kaj, še en vzpon, takrat pa že začneš malo mlinčkati, a? Ne, Ne? Tudi ne, ne. ne. Zame je tekma zaključena oziroma odmislim, ko prečkam cilj. Evo. Ti mleleš, meleš, mlinčkaš, mlinčkaš, ko vidiš cilj, pa dvigneš roke in to je to. To A? je to. Ustavim uro in je to. Se pravi, kaj pa če bi ti ura crknila vmes, a? Bi te spravili to, kaj v živce ali ne? Uh, ja, pač ne. Po mojem ne. Mislim, ne. Ma, ne, ne. Sej, stravo uporabljaš? Zdravo uporabljam? Če bi ti ura vmes crknila, pa ne bi mogla dati na stravo, recimo 120 km, bi bilo to zelo hudo. Ne. Jaz zdravo tudi treniram zdaj svoj ego na ta način, da sem dala stravo na privat. No. Sicer tu pa tam kaj objavim, v redu sem objavila, no, tako, ampak to počnem zase in je to pač moja zasebna stvar in Tudi v redu. tudi v Ja. redu. Jaz sem se Tako. natreniral tako, da sem nehal zaključovati kilometre na okroglem, a ne, če je pisal Mhm. 9:95, sem mirne duše vstal uro, pa sem rekel, Konec. No, danes sem o 7,78, mislim, da pretekla, no, tako da ni nisem nobene naredila. potrebe, da je 8:00. No, vidiš. Tako. To, vse smo že dosti obsedeni z drugimi stvarmi. In In, tako, res te moraš prav res moraš se malo skulirati, no. ker vendarle praviš, a ne, ne smemo govoriti o karieri, a ne, to je hobi, to je, kaj si prej rekla, preden so začela snemati, sproščanje, meditacija, ali kaj, Ja, zate, sproščanje, meditacija, res, to me umiri. Evo, tako. čiščenje glave in čakar in Tako. seveda te bom vprašal zdaj, a ne, pač, ok, imaš 300, vse te 80, 60, mislim, da je čisto logično vprašanje, a ne, zdaj 100 mil je daleč, pa niti ne več tako daleč, ali pač Do za 100 Saro. mil imam še točno, koliko imam še? Mesec pa pol? Oj, oj, Takega, ja. kam pa Mhm. kam, Sara Ja, Dončić. ne vem, če bi to rekla, ker me je kar malo strah. Povej zdaj, kdaj vas strah razbiti skupaj, daj. Kaj misliš? UTMB, Mhm. ti imaš tako srečo. Mislim, Res imam, res letos res imam srečo, res.
ker sem se na Lavaredo upisala seveda pred UTMB. No, lani sem pač zavrtela okroglo oziroma okrogu rojstni dan, pa sem lani želela pač za svojo 50-ko iti na CCC, ne, na 100 km na UTMB, pa nisem bila žrebana. Pa letos sem rekla, nič, ne, sej pa je, da moraš koliko, 3 do 4 aplicirati, da potem prideš avtomatsko notri, ne, pa smo začeli lani in sem pač letos za hec in pazi, kaj si želiš, ne, tako da, ko sem videla uno zeleno pikco, me kar malo stisnilo pri srcu. Sem pa rekla, nič, zdaj ali nikoli več, oziroma gremo. Take priložnosti se ne spusti, no, razen, Tako, da vem tako, kaj. Če tako. imaš nogo v gipsu, mislim, kakorkoli, no, to je pa. Ampak, ok, kamne si imela, edini žreb je mogel biti naklonjen in žreb. Kdaj si to zvedla, kdaj je bil žreb, pozabil sem, začetek leta. Žep je bil, kdaj je bil enkrat oktobra, na A že lani začetku bil, oktobra. aha, že lani Ja. je bil. Ne lani, mislim lani, ja, lani, seveda lani, oktobra, ja. Zato, da ti dajo Oktobra, 10 novembra, mesecev ne vem, ja, matranja ja, pol. Hm. ja, tako. Tako Komu da si najprej povedala? v bistvu nahecel me je že spet ta Matevž iz Postojne in v bistvu preden sem sploh dobila zeleno pikco, sem me on klical in rekel, kaj si žrebana? In sem pogledala pač in nisem bila, pač ni bilo še nič, pri njemu pa je bilo, no, tako da v bistvu se mi je una lučka ozelenila pač med pogovorom z njim, no, tako da v bistvu je on prvi zvedel. Celo on je tudi zelen potem bil, Ja, ne, tako, 100 tako, milki, tako. mislim. Mislim, mislim, to so olimpijske igre za vse trelaše, lahko ob temu rekel. Ja, Mislim, no, tako, noro. ja. Ne živčki Z morajo delati. velikim respektom in spoštovanjem pač sem v pričakovanju tega podviga. Si tudi zaradi tega mogoče potem Tako. pojačala treninge, si? Tako, ja. Tu v bistvu, jaz sem že lani nekako se mislim, že lani sem začela pač za ta CCC trenirati, mislim, seveda, ko je bil že po teku in vse, pa sem nekako vzdržala ta tempo, no, tako bom rekla. Tako da v bistvu tudi vse tekme, na katere sem se vpisala, so trening za to. Mislim, noro. Mislim, noro. Mhm. Kakšno leto, a vidiš, kakšno leto, ne? Ja, letos je Obrneš, kar. to se ti, to je neki koledar si obrnila in potem se ti začel. Zdaj loto moraš še vplačati, sigurno. Ja, to bi mogli igrati, res. To zdaj moraš igrati, mislim, pri tvoji sreči, mislim, to je noro, a ne? Bom šel res pogledat, koliko Slovencev letos z Lavareda, recimo iz 120-ke, potuje tudi na UTMB, na 100 milko, to bi bilo zanimivo videti, nimam tega podatka, bom preučil, ker Bi me zanima. prosila, da mi poveš, če mi lahko pač poveš. Ja, da vidim, mislim, koliko srečnežev, če je še kakšen tak srečnež, ki je bil, no, da se boste tam dobili. Res sem, mislim, navdušen. Evo, tega podatka nisem imel, zdaj sem navdušen. To je boljš, kot spremljati finale svetovnega prvenstva v nogometu. Ja, Noro. je pa tako, no, da v bistvu ob četrtkih se občasno pridružim Tim Grmadi. No, in iz tam moram reči, da še dva gresta tudi na UTMB, no, tako da. Tim Grmada bo. Mislim, kje? Ja, to fotko sem seveda videl, a ne tebe v tisti modri majici, Tim Grmada, pa sem rekel, kje je deklica z obale zdaj našla tele hribovce iz centra Slovenije, da jim tako reči, a ne, kje ste se pa vi sestavili s fanti, Macuhom in bando? Dejansko, dobro, Macuha itak poznam, že kdo pa njega ne pozna, no, tako še od njega, recimo, evo, njegov moto je, da enkrat mislim, sem poslušala njegov intervju in je rekel, da je vedno pripravljen za preteči en maraton. Tako. Evo, in sem jaz rekla, to bom tudi jaz, ko bom velika. Tako da to je tudi moja mantra, no, tako da v bistvu
vedno se počutim sposobna preteči maraton. Pustimo čas in vse, ne, ampak pač, da ga pretečeš to razdaljo. Tako da Petra sem poznala, Marjana tudi, pač Šebenika iz teh primorskih gorskih tekov, pa pač pod Brdo. No, tako da, kot sem rekla, Žiga me je navdušil mislim, z njegovo knjigo me je navdušil pač sploh oziroma preko njega sem odkrila sploh ta svet. No, in lani sem v bistvu na gorskem teku v Podbrdu pač imel ene težave in sem mu palce ponudila, no, tako da v pomoč, seveda je odklonil po moško, ampak no, potem sva se pač malo pogovarjala, pa da delamo v Ljubljani, levo in desno in me povabil pač na trening, no, tako da v bistvu sem se enkrat jim pridružila novembra. Se mi je zdela fajn priložnost, pač glede na to, da sem v Ljubljani, da se mi ne, mislim, pač da odpravim en tak trening na dobrem terenu z super ljudmi. Super sem bila sprejeta, res, in tako da, evo, tako sem začela hoditi na grmado. Zato, da te grmadarji vzamejo, se pravi, vse ni menih pogojev, ampak ti si se kvalificiral. Moraš biti tam so tudi treningi, ne bom rekel tekme, ampak tam se gre tam se ne čaka, tam se Bom gre na rekla, da koncu. fantje so kavaliri, tako da me vedno počakajo. No, tako. Saj na koncu pa ali že vmes. Ali, So postaje, oni se med sabo dajo, no, dajo, Marjan vedno reče, vprašaj me, zakaj tečem. Jaz rekam, zakaj tečeš, zato ker lahko. Jaz hodim. Tako da, ja. Ne, tako da, ne, res, fantje in dekleta, ki hodijo tam, res so taki, tekači z dušo, no, tako. ja, to, kar bi trelaši pa hribovci mora biti, a ne? Z Ja. vsem, z vsem, kar sodi zraven, a ne? Politično nekorektnim humorjem, z vsem, kar lahko daš v to, da v hrib pregrizeš in tako naprej. No, to je to, a ne? Pa s pivom na koncu, če smo že pri tem. Ja. Jaz pijem cedevito, ampak ja, v redu. Podobne barve, okay, Dobro, naj kozarec je. bo. Naj bo. Letos, čakaj, si zmagala na Ratitovcu ali ali vam napačen Ja, podatek? sem, ja. Kje so meje, Sara del Giusto? Ne, veš, kaj mi je bilo pa res, je pač ena punca, s katero smo pač se zdaj tudi na Kriški pač videli in vse, je prišla do mene, vno čestitam in to, da mislim, da vsako leto pač, mislim, da se ne konča pri 30 ali pa 40, ne, da lahko se izboljšaš kot tekač tudi pri, bomo rekli, bolj zrelih letih. Tako da v bistvu, evo, to mi je bila največja pohvala, kar mi je lahko pač dala ena ženska. Prav. To, absolutno zmagaš, Ratitovc, ki je, da sem kar preeminentna tekma, vse čestitke, potem si res dobro trenirala, si dobro delala vseh, ker Ratitovc, dolga dirka je to ratala, zdaj kje je bil štart letos? In dol v železnikih, vse To je je še noro. vedno 10 kilometrov in toliko, mislim, sicer za pokal veteranski je bil ni panoramska razdalja, ne, torej 5 kilometrov, ampak mislim, kaj se bom ustala ob 6 zjutraj in naredila 2 uri vožnje do železnikov za oteč 5 kilometrov, ne, Lepo te mislim, prosim. ja, lepo te prosim, ne, tako da sem šla pač na klasiko, tako da trail me je tudi mikal, ampak sem si rekla, da bi potem bil mogoče junij malo preveč ambiciozen, oziroma to je bilo 30. maja, no, ampak vseeno. Ker res sem imela junija, sem si zadala vsak vikend je bila res ena tekma, no, tako da. Ampak to je zdaj treba, za UTMB to tle. Ja, treba, zdaj še julija in avgusta treba, tako da, ja. Pokalne tekme gorskega teka lansko leto si namenoma šla obdelovati pa zmagovati, da si pobrala lovoriko ali... Mislim, ja, v bistvu tako je, dosti se jih je sopadalo z primorskimi gorskimi teki, Mhm. to rada podpiram, zaradi tega, ker pač se treba podpirati, ne, v bistvu, ker treba podpirati, ne, če se fantje toliko trudijo Bravo. za organizacijo in vse, tako da skušam iti na čim več trekov v te lige, pa potem pač
so Pač šla pa. zmagaš, ja, Ne zmagaš. zmagaš, jaz grem brez pričakovanj. Jaz sem takrat v mladih letih nehala trenirati, ker so mi ta pričakovanja naredila preveč teže, Stresa, ok. Ja. preveč težek kruzak za nositi v hrib. Evo, tako. Tako da grem čisto brez pričakovanj na tekme. Res. Se mogoče pa to recept, da se znebiš mogoče preveč velike treme, pa tega, da izgoriš zaradi prevelikih pričakovanj, pa greš pa vseeno pač na Vedno koncu. zadovoljen. Pa se vedno podružiš z pač sotekači in tako. In sotekačicami. Pa če zmagaš, je pa No, samo še dobro. češnjica na torti. Ja. Ja, to je v bistvu tisti dodana vrednost, bi rekli. Imaš kakšno ljubo, to veliko ljudi vprašam, dirko v Sloveniji ali pa več njih, kamor pa res rada hodiš, zaradi vsega omenjenega, kar si že rekla, ampak dirka, ki jo pač zdaj le ti pridem pamet, pač to je pa res top. Lahko tudi več njih. Podbrdo je meni v srcu. Res, tam je res tisto prav tekma, mislim, tekma z dušo. Tako. Imam rada tek na Belkov vrh, ki je sicer ta vikend. Tam sem, mislim, da prvič bila tretja, absolutno, no, mislim tako. Pa je tam vedno okoli mojega rojstnega dneva, tako da ta tek je tudi mi zelo ljub. Um, Greš, zdaj le greš potem? bom videla, verjetno grem, no. Ma, mislim, da te pričakujejo tam, no, ti si pa med favoritkami. Mm, Hm. Ma, pa, ok, rojsten dan imaš čez en teden dober, ne? Ja. Dejansko, ja, No, mislim, ja, to debel je teden. začetek slavja za rojsten dan bi lahko bila kakšna zmaga na Bilkovem vrhu. Ne, pa se to tako govorim. To govorim zato, da... No pressure, no No, pressure. no pressure, no pressure. Zato, za nalaž ti dajem to, zato da vidim, a ne, koliko si trpežna, ti provociram te, zato, da to so vse mentalni treningi za UTMB. Plan za UTMB že imaš, kdaj boš šla gor, kje boš, kako vse to Ja, to odvisni. itak moraš imeti, ne, če ne želiš prespati, ne vem, na cesti. Tako da, ja, to imam, ja. Nimam pa prehranske, mislim, Strategije, ja, to pa še ne. strategije, pa ne vem, je moja prva stomilska tekma, tako da, To bo noro. bo kar zanimivo. Ok, tele mačke, ki so tam že bili, pa dekelce, ki so tam že, si se pozanimala, kako to kaj izgleda. Sem vprašala Tjašo Seliško, no, to kar greš, pa potem prideš, ne? Ja, Si Tjaša, predstavljam, ja. ja. Ja, to štartaš in prideš, je rekla. V redu. Hvala za dober nasvet, res super. Peter Macuh, tudi to greš, to si ti pripravljena. Dobro, pač je. Greš, nekaj To mi poješ, malo se pogovoriš. tako malo se podružiš, tako da, ja, pač mislim, podpirajo moralno, no, tako vsi kolegi, prijatelji, pa tako. Me kar, bomo rekli, navijajo, no, zame. Boš kdo šel s tabo, boš imela kakšno ekipo s sabo, gor tam, še Um, manijo, ne. No pressure, no no, pressure. prejšnjo. No Ja. pressure. To ti rabiš svoj čas, svoj prostor. Tvoj Mislim, čas, tvoj prostor. Tako. čakaj, letos, ok, na Kriški so se videla, kako se ti zdi, ok, Kriška gora trail, recimo, ok. Kriška gora je to moja druga Kriška gora. Moram reči, no, da v bistvu en teden prej mi je Simon Strnad ponudil svojo štartnino, no, tako da v bistvu sem v bistvu en teden prej se odločila, da grem, oziroma zvedla, da grem. Bom rekla, da prvo leto, ko sem bila, to je bilo, mislim, da druga edicija ali prva, se niti ne spomnim, se mi je zdela tako težka tekma. Letos pa bom rekla, da se mi ni zdela tako težka, no, tako. In Sem to rekla, tak, moje nogice so se malo natrenirale, evo, tako. vse lepo gradi tvoja samozavest, ma to je noro, mislim, to je res fajno, pa zmage, ok, še eno stvar, a ne, Ja. bila sem na istem prvenstvu, samo v različnih dneh, ti si bila v soboto, na Mhm. trailu, na Veliki planini, pa ne samo to, za božjo voljo, a ne, tretja si bila absolutno prva Slovenka, pa to je noro, mislim, na open kategoriji, sigurno, ampak Ja, mislim, bom rekla, da ta glavni so šli na daljšo razdaljo, evo, tako bom rekla. skromna kot.
mislim, vedno, ampak vseeno, mislim, to, da najbrž, kdaj si vedela, kje si, mislim, to si pa vedela, da se dobro Uh, držiš. mislim, nisem imela pojma. Pač nekako sem. Itak ti govorijo po progi, ne, kjer si, mislim, ponavadi tam, po mojem, enega petega, Mhm. šestega mesta ti govorijo. No, in potem, ja, dej, deklica, ne, deklica, si peta, ne, tako, pa potem v bistvu pred štartom, no, sem srečala kolegico Vesno, ki je v bistvu zelo dobra tekačica, je pa imela kar eno leto pauze. In v bistvu sem vedela, da je ona pred mano. No? Tako da potem pri enem spustu sem jo videla v hrbet, pa nekako mi je uspelo prehiteti, pa sem vedela, da sem četrta. No, potem pa sem pač eno deklico, res deklica, sem jo prehitela pri zadnjem vzponu, pa sem, mislim, kot sem rekla, jaz zame se dirka konča na cilju, jaz se ne oziram, ker pač če ne padem, ker sem malo nerodna. In tako sem jo prehitela in me ni dohitela, tako da tako sem bila zelo presenečena, res. Mislim, izjemno, no, pa si bila na podiumu, pa. Sicer za kategorijo, no, tako da ni bilo. Ampak vseeno, no, mislim, bila si na koncu za zmagovalko zaostala, ne vem, 10 minut samo, a ne, na Jaz, trailu, ki je jaz to trajal 3 ure. gledam. Jaz to, Ja, jaz to gledam. Recimo tudi na Podbrdu sem zaostala za prvo punco za pol urce. Mislim, se to je ogromno, no, ampak ni bilo uno 1 uro, 2 uri, ne, tako da, kot sem prej. Tako da to so zame moji osebni dosežki, no, tako da vidim, koliko zaostajam od vodilnih. mislim, zelo dobro ti gre. Ok, zdaj letos, evo, glavni cilj sezone še pride, ampak kaj pa jesen, ima že kaj splanirano, bo še pol tam, kje tekljala, tekmovala. V glavnem, verjetno me čaka tudi operacija rame, ker sem si pač na Tenerifih poškodovala levo ramo, tako da to bo tudi malo vplivalo na sezono oziroma pač na moje bodoče tekme. Sicer moram se še odločiti, bomo videli, no. Marca sem dobila za darilo za svojo 50-letnico trail na Tenerife. No, tudi to smo pač pripotovali gor na Tenerife in ko smo izstopili iz aviona, pač je že čakalo obvestilo na mailu, da je tekma odpovedana. V bistvu v torek že za soboto. Tako da so potem dali na izbiro alternative, no, tako da sem nekako izbrala Malorko, kar mi je časovno najbolj bomo rekli, ustrezalo, to pa je novembra oziroma 30. oktobra, 1. novembra. Tako da imam štartnino tam, ampak vplačano in vse, ampak nimam nič drugega, no, tako da bom videla, kako bo takrat. Tako da, pa recimo, moj večji plan po UTMB-ju naj bi bili ta trail Malorka, ampak kot sem Kdo? rekla, se zna zgoditi, da tudi ne bom šla. Odvisno. Še Malorko, mislim, kdo ne bi šel malo na Malorko se poveseliti. Kakšna razdalja je tam? Ja, kakšno. 100. Ja, to je bilo retorično vprašanje, seveda, ne? Na dopust na Malorko oziroma na stotko, ja, dopust. Aktiven dopust. A temu se reče aktiven dopust, ja, to je res, a ne. Mislim, noro. No, če greš na dopust, še to mi povej, ne greš na dopust, seveda si skozi aktivna, to ni, ne moš ti ležati pri miru ali pa da bi bila statična. Hm? Recimo, mi je všeč tako, da grem teči v vsakem mestu, ko sem, da grem en tekec narediti, no tako. Da malo tudi vidim utrip zjutraj, pa da začnem tudi dan malo bolj, bomo rekli, da si zaslužim zajtrk. Ne, popustljiva si. Kje je bila, dajva, kakšne eksotične kraje mi povej, ker si bila, pa si tudi tekla, evo, tako. V Sejšelih. Na Sešelih. Pa je še kdo drug tekel? Ja, Sami športniki aktivni na Sešelih. večinoma. Mislim, tako bomo rekli, da po mojem smo bili v manjšini, ampak
Ja, mislim, ni bilo dosti tekačev zjutraj. Ja, mislim, se tekači na dopustu itak. Meni je kdaj hecno bilo, kje koga srečaš, vse, da se vsi pozdravljajo, ne, ker to pač posebna kasta ljudi. Razen na Bledu, ko kdaj sem gledal turiste, ki jih je bilo neškončno mnogo, se niso več pozdravljali, ker to je bilo kar na promenadi tisti tekači. Ampak kje drugje, ko si pozdraviš koga, pa se mu nasmehneš, ker ob 6 zjutraj, recimo, ko tečeš, no, je nekaj posebenega, no. Je prav. Potem dejansko, če si več časa, ne, recimo en teden, pa nekako srečuješ že iste ljudi. Ne? Tako, ja. Bom pa rekla še najbolj vroč tek, ki sem pa tekla, pa bilo v Sevilji, na 48 stopinj. Ja, Kateri mesec, kdaj je bilo to? Julija. Oh, Julija. čakaj, Ne, 48. 48 je bilo čez dan, ampak ko sem šla teč, je bilo pa tam čez 30, no. Med 30 pa 40. Med 35 in 40. Kaj, kaj pa počneš čez dan v Sevilji, ki je 48 stopinj, recimo? Um, Takrat sva bila s partnerjem, no, in sem želela iti na en mičken ogled mesta. Pogoj je bil, da se premikamo po senci, tako da smo se premikali tako ob stavbah. To je bil pogoj. Evo. 48 stopinj, Ja, katastrofa. noro je. To sem si prav slikala, pač na aplikaciji je bil pikec je bil viola, temno viola obarvan. Tako, res. Noro. Mislim, to je kot temperature v dolini smrti, ker bo zelo kratkem, pač tisti Ja. bad water, pa mislim, Ja, tako da Nataši želim srečno. Nataša in ostala ekipa, ja, fantje, Nataša, Alenka, Mirko, Luka, laufajo tam, to bomo spremljali grozno. Zdaj, naš vročinski val je v bistvu malo toplote samo proti tistemu, no, tako da to Je, je res. je mrzel vetrič. Ja. Mrzu vetrič, je to lepo povedano. Dej, Sara, Justo, sigurno, a imaš bucket list, recimo, ali pa tako, želiš si videti čim več trailov, hočeš iti še na pa K24, pa to, pa un, pa tret. Veliko si že naredila, imaš tudi ti, ne vem, že seznam dirk, ki jih hočeš narediti, da se ti vse bolj spontano dogaja. Kar spontano, no, tako. Bi si želela več v tujini, mislim, ne tekmovati, iti pač na ogled. Kam recimo na reunion? Hm? Ne, Kapadokija bi šla, Ok, to ok. me, recimo, lani sem videla en trail v Gruziji. Gruzija ima super hrano, recimo, ja, mislim, Taškent, tam Ja, se ne Taškent, mislim, noro, Gruzija, ja. To je v bistvu ja, skoraj to trekking pa, lahko potem, mislim. ja, to sem pač, pa smučat bi šla v Gruzijo, evo, tako. Mislim, nisi ti Um, kar tako neki, ja. Mislim, Gruzija, viš to pa, no, ok, nobenega ne poznam, da bi laufal trail v Gruziji, evo, to tudi še ne. To bi, Andora me mika, v Španiji kakšna tekma, tako res te Tenerife mi niso bili Tenerifi mi niso bili usojeni. Um, Ne vem, Južna Amerika, uh, tam dol. Tako. malo, Drugače pa želja do zdaj mi je bila v tem. Jaz sem rekla tako sebi, ko bom pač dosegla, to je pač uno, top, ampak potem si pač ti odpirajo manjši predalčki, no, tako. mislim, Vidim. ja, sej, kdo pravi, a ne. No, mislim, skoraj ne poznam tekača, ki je bil na UTMB-ju, da ne bi kdaj še poskušal svoje sreče v žrebu, posebej če laufa, pa ima tiste kamne, ker je tako dobro, pa tako kljub temu, da je rat ali pa je zelo že natrpano vse skupaj, a ne, pa kako pa na to gledaš, mogoče ti kot tekačica, te moti ta gneča ali pač se ne oziraš na to, tudi če moraš kje zaradi gneče pač hoditi, ne pa teč ali pa tako naprej. Mislim, seveda, tudi letos na Lavaredu nas je bilo čez tam okoli 1500 na štartu in je bilo kar si se mogel pač ušunjati tam notri in kar čakati skoraj 1 uro, mislim, v tisti gužvi. Mislim, seveda te moti, ker
si živ, mislim, ne vem, meni gneča me, mislim, jaz sem rada tečem trejle, ker nisem rada v gneči, ne, tako. Tako da je malo kontradiktorno, sicer tudi potem itak se to malo razparcelila. Ja, se potem res iščeš take tekme, ki niso toliko komercialne ali pa pač malo manj znane, niso toliko obiskane, zaradi tega, da si bolj, tako, da je bolj spontano vse skupaj, no, tako. Ampak UTMB je le, bomo rekli, neka olimpijada, kot si že rekel, kar se trejla tiče. Mislim, se to je samo da si na štartu prisoten, ne, zame je to že to zmaga, tako. Se strinjam. Ne, ja, si bi šli, kakorkoli, no, to je približno tako. Enkrat v življenju moraš iti v Benetke, ne, kljub temu, da je tam neznosno, pa smrdi, pa gužva je, pa drago je, pa to, ampak greš v Benetke, ker moraš to pač narediti, potem greš pa pač drugam. Isto je z UTMB-jem, pejte, dragi ljudje, še na vse te manjše trele, neskončno mnogo jih je, hvala Bogu. Ja, res Ne je. vem, Mhm. verjamem, da nimaš dovolj 10 let, da bi obdelal vse trele, recimo samo v Sloveniji, na Hrvaškem, Italiji, kje še le vse drugje, pa da bi res redno hodil na neki. No, tako da verjamem, da tudi tebi ne bo zmanjkalo tega, Sara. Sara del Giusto, to je priimek, ki je italijanski, ti si v bistvu, Italijanski. to te moram vprašati, pač del italijanske manjšine, v bistvu, a ne, na obali. Zdaj, kaj je tvoj materni jezik? Slovenščina in italijanščina oboje? Oboje, bom rekla. Doma sem se pogovarjala z starši slovensko, z nono oziroma babico, pač po mamini strani smo se pač bolj v tem dialektu, ker je ona pač odraščala, ko je bila Istra pod Italijo, no, tako da um, štejem pa v italijanščini, to se mi vsi smejo. Mislim, sem obiskala vrtec, osnovno, srednjo, pa fakulteto, pač vse v italijanskem jeziku. Tako da razmišljam po italijansko. Tako da tudi, ko formuliram kakšne stavke ali pa kakšno čudno besedo, pač jaz prevajam do besede. Jaz razmišljam v italijanščini, prevedem v slovenščino. No, tako da, ja. Mislim, res zanimivo. No. Ali kdaj se zalotiš, pol, ne vem, če si res utrujena, da si tudi po italijansko začneš govoriti ali pa se Ja, in spodbujaš? sploh ne ločim, no, res ne ločim. Recimo, pač zdaj pred 5, 6 leti, no, sem tudi službo zamenjala, delam pač v eni korporaciji, kjer je v bistvu vsi vodilni, no, so Hrvati. Tako da sem se naučila kar dosti hrvaščine, ampak dejansko, ker slovenščina ni moj materin jezik, tudi včasih, ko preklopim iz slovensko na hrvaško, pač sploh ne registriram. No, tako. Mogoče, ne vem. Nekako, ker je dualnost, no, med izmenjavo pač jezikov pač prisotna v mojem življenju vedno. Vse nas so kregali v šoli, ali slovensko ali italijansko, mi smo se pač pogovarjali vedno mešano. To je zanimivo slišati, tako enega zunanjega, je to kar zanimivo slišati, zelo smešno. Mislim, sem kdaj poslušal, kje na obali, kakšne dialoge, ja, ko so se nekšne italijanske besede noter mešale, ampak to nekako še znaš v kontekst spraviti, če bi bilo malo bolj, ne vem, bog ne dej, da bi kakšen dialekt poslušal, to bi pa ne, to pa gotovo, pa ne bi več razumel. Ampak kako pa sanjaš? Sanjaš v italijanščini in slovenščini? To pa Uf, ne vem. se ne Tega zapomniš, pa jaz ne vem. ne. Se ne zapomnim, res ne. Mislim, važen, da ko veš, ko si res zelo utrujena, potem začneš govoriti v jezikih, bomo rekli tako. Ha? Ja, tisto, kar mi hodi po, mislim, ja, tako. V vseh jezikih, praviš, v Ne. vseh jezikih. Teh malo jezikov, ki poznam. Mislim, znaš slovensko, italijansko, znaš, ne vem, kaj, furlanski, kjer dialekt je to tam ne bil, Furlanski, oni imajo nemogoči jezik, to je kot naša prekmurščina, mislim, tako res. Pa ti dialekti, no, ta beneški, beneški. ja, zdaj pa res sem se izboljšala ful v hrvaščini, dobro angleščina, to pa je to. Izvrstno, izvrstno. Sem navdušen na tabo, no, Sara, sem vesel, da sem te dobil takole sred poletja. Kdo misliš, da bo zmagal v fuzbalu na svetovnem prvenstvu? Nimam pojma, ne sledim fuzbolu. Francija pa je, zato ker poslušam italijanski radio in so rekli, da je Francija že zmagala. Ja, Italijani pač tokrat niso imeli svoje reprezentance, zato pač so se mogli Ja, zelo razočarani, ne? zelo so razočarani, ker niso niti notri prišli, tako da.
obujajo spomine pa izpet 20 let nazaj, ko so zmagali in tako da, ja, zelo jih peče, no, tako, res. Klinc. Vse imajo zato toliko več strelov, pa Slovenci hodimo tja. No, daj mi samo še za konec, a ne potem te Prosim. spustim k tvojim Ja. obveznostim. Daj mi naštej recimo par strelov, ki jih niso omenila tamle za mejo, no, italijanskih, ki bi jih priporočila morda Slovencem, da naredijo še malo reklame, no, pa da malo Ki razširimo sem jih ta ali ki jih obzorja. nisem odtekla? Ki si jih odtekla morda, A ja, pa imaš lepe spomine. Ja. meni je ljub Corso de Labora, zato ker nekako je začetek leta, sicer dosti krat sopada z Knap Trailom, no tako da tukaj ne bi Isti preveč vikend. konkurence delala, da Mhm. ne bi komu, ker mislim, Anja pa Istok sta mi zelo draga. In kaj bi še, kaj je, zdaj imam blackout, tako da ne vem. Ne vem. Malčezine, A tamle. malčezine, ja, malčezine je kar, mislim, tako. Kar, no, imaš v prvih 10 kilometrih kar 2000 višincev, no, tako da je, ja, tako, ja. Pa dobro, ta Mavnik trail je zelo simpatičen, ker fantje, mislim, so zelo, zelo zagnani. Trail de l'Orso, en je marca, en je aprila. Tako na začetku sezone, no, za začetek leta, tako. Glede na to, kako se stranska tekačica si, tehnični treli versus tekaški treli versus mešanca, tebi je vseeno. Ali, Mislim, jaz za spuste sem katastrofa, no, tako da, kar se tiče tehnični, ok, bom rekla, pridem s kakšnim padcem, mi pravijo, da mi ležijo bolj tekaški, kjer ni tako zelo tehnično, verjetno zaradi tega, ker tudi nimam tukaj nekega tehničnega terena, da bi se lahko, bom rekla, malo bolj pripravila, oziroma mogoče tudi to je krivo, ker sem začela malo bolj v zrelih letih, pa v bistvu nek strah prisoten ali pa ne vem. ali pa preudarnost, Ali pa preudarnost, tako. tako, te ne greš zmeri na glavo in potem prehraneš kakšno stvar. Ja, Zdaj, ne, jaz rajši grem bolj počasi in pridem cela, kot da grem na glavo. Mislim, tako, jaz res ne znam iti na polno, no, tako, ne znam. Kot še moj kolega, ki gre, pa ne more hoditi 2 dni. nisem, če, Jaz sem pristaš tega, da potem tudi po recimo bilo kateri tekmi, da grem jaz v ponedeljek ob 6 zjutraj v T-box. a veš, ja, se mogoče je to boljš, kot pa iti zmer na polno, pa pol, nikoli Vsak več ima iti, svoje. ja, Vsak nikoli ima več iti, ker svoje. se razbiješ tok. Ja, boš šla letos sam še to te vprašam, ker trenirati v Julice, v Kamniško-Savinjske Alpe, kakšne daljše zaradi UTMB-ja. Ja, mislim, želja je, tako da upam, da se bom pridružila, no, kakšnim kolegom, da bomo šli, no, tako Kakšno recimo, odpravco, ekipno. ja, tako, no, lih včeraj sem bila na montažu. Pa tako so neki višinci, no, sicer je bilo bolj pohodniško, ampak vse je trening. Vse je trening, Sara Del Giusto, super pogovor je bil tole. Lej, jaz ti želim najprej na Belkov vrh, ja, da jim pokažeš vraga, če greš, ja, upam, da bo šla. Pa seveda UTMB naj bo krona tvojega dosedanje tekaške kariere. Res, želimo Naj si bo srečo. krog zaključen, evo, Da bo tako. krog zaključen, pa gremo v nov krog. a ne. No, ja, tako. Hvala. Čestitke še enkrat za vse dosežke letos, res si izvrstna, no sem vesel, da si se tako le dobila, pa srečno v jesen, Sara. Hvala za klic, pa lep dan naprej. Čau. Lepo poletje, čau! Hvala enako. Čau, čau.